Risarski materijali, suhi risarski materijali, svinčniki barvice, ojakaj pasteli, voščenke krede, mokri risarski materijali, tuš flomastri, akvarelne barve, tempera barve, akrilne barve, vodene barvice, ko jih uporabimo z vodo. Svetloba in senca v risbi. Svetloba v risbi pomeni osvetljene dele predmeta, kjer nanj pada vir svetlobe, pred sonce svetilka. Senca so temnejši deli, kjer svetloba ne doseže predmeta. V risbi jo ustvarimo tako, da z risarskimi materijali temneje senčimo, svinčnikom, ogljem, pasteli, ter je manj svetlobe in puščamo svetlejše dele tam, kjer svetloba pada. Tako dobimo prostorski videz in predmet na risbi izgleda bolj realističen 3D. Tihožitje kot likovni motiv. Tihožitje je likovni motiv, kjer umetnik slika ali riše nežive predmete, naprimer sadje, cvetje, posodo, knjige, steklenice. Poudarek je na obliki, barvi, svetlobi, senci in razporeditvi predmetov. Pojav tihožitja in razvoj. Pojavilo se je v 16. stoletju predvsem na Nizozemskem, flamski slikarji. Tam so umetniki radi slikali sadje, rože, bogato pogrnjene mize, pogosto s simbolnim pomenom, življenje, minljivost, bogastvo. V baroku so bila tihožitja zelo bogata, polna podrobnosti. Kasneje v 19. in 20. stoletju so umetniki, naprimer Cézanne, Picasso, začeli tihožitja prikazovati bolj svobodno, barvno in modernistično. Danes pa tihožitje ostaja priljubljen motiv v šoli, umetniških delavnicah in tudi v sodobni fotografiji.